Papež Frančišek je predzadnji papež, sledi konec. V globinah zgodovine, med pergamentnimi listi srednjega veka, leži skrivnostno prerokovanje, ki je vzbudilo domišljijo in zanimanje ljudi po vsem svetu. To je prerokovanje papežev, delo svetega Malahija Omorgailja, irskega škofa iz 12. stoletja, ki je zaslovel s svojimi napovedmi o prihodnjih papežih katoliške cerkve. Sveti Malahija, rojen v Armagu na Irskem, je bil kanoniziran leta 1190. Bil je znan po svoji pobožnosti in prerokbah. Njegovo najbolj znano delo, prerokovanje papežev, je bilo prvič objavljeno leta 1595, skoraj 450 let po njegovi smrti. Kljub temu je zaradi svoje natančnosti in kopice podrobnosti pritegnilo veliko pozornost. Prerokovanje svetega Malahija je serija kratkih, alegoričnih fraz, ki naj bi napovedovale prihodnje papeže od papeža Celestina II., ki je bil izvoljen leta 1143, do konca sveta, kot ga poznamo sedaj. Vsaka fraza naj bi se nanašala na papeža, ki bo vladal v prihodnosti, in opisuje njegove osebne značilnosti, simbole, heraldiko ali dogodke, povezane z njegovim pontifikatom. Na primer, fraza ex castro Tiberis iz gradu ob Tiberi se nanaša na papeža Klemena V., ki je bil rojen v mestu ob reki Tiberi. Lilium et rosa, lilija in vrtnica, se nanaša na papeža Urbana VIII., čigar družinski grb vsebuje lilije in vrtnice. Po Frančiškovi smrti, ki je vladal v svetlobi, sledi temačnost. In kaj pravi prerokovanje o sedanjem papežu, Frančišku? V skladu s prerokovanjem svetega Malahija je papež Frančišek opisan z latinsko frazo ex umbre in salem, iz sence v svetlobo. Nekateri interpretirajo to frazo kot napoved prehoda cerkve iz temnih časov v obdobje svetlobe in obnove pod vodstvom papeža Frančiška. Zadnji papež in konec. Zadnje prerokovanje svetega Malahija, ki se nanaša na Petrusa Romanusa, Petra Rimljana, je obdano z veliko skrivnostjo in ugibanji. Ta papež, ki naj bi bil zadnji v vrsti, bo po besedah Malahije vladal med končnim uničenjem Rima in koncem sveta, kot ga poznamo. Prerokovanje pravi: v času zadnjega preganjanja svete cerkve bo sedel Peter Rimljan, ki bo vodil svoje ovce med številnimi stiskami. Ko bodo minili ti dogodki, bo mesto 7 gričev uničeno in strašni sodnik bo sodil svoje ljudstvo. Te besede so polne simbolike in napovedujejo čas velikih preizkušenj in stisk za cerkev in svet. Peter Rimljan simbolizira papeža, ki bo vodil rimsko-katoliško cerkev skozi obdobje velikih pretresov, vključno z uničenjem Rima, mesta na 7 gričih. Ta napoved je sprožila številne teorije in interpretacije o končnih dneh in vlogi, ki jo bo imel zadnji papež v zgodovini človeštva. Nekateri interpretirajo to prerokovanje kot simbolično napoved konca časa, ko bo cerkev doživela svojo končno preizkušnjo. Drugi pa to vidijo kot dobesedno napoved apokaliptičnih dogodkov, ki bodo privedli do uničenja Rima in konca sveta, kot ga poznamo. Kljub temu, da so te napovedi in interpretacije zanimive in pritegujejo pozornost, je pomembno poudariti, da katoliška cerkev ne priznava prerokovanja svetega Malahija kot avtentičnega ali verodostojnega. To prerokovanje ni del uradnega cerkvenega učenja in ga je treba obravnavati kot del religiozne folklore in tradicije.